Pravilno dihanje je zelo pomembno za naše vsakodnevno počutje. Hkrati je tudi veščina obvladovanja stresa in napetosti s takojšnjim učinkom sprostitve. V programu Takle mamo se nam je pridružil dolgoletni športnik Jernej Babi in z nami delil znanje z področja energetskega dihanja, integrativne tehnike, ki jo razvija sam. Svoje srečanje pa je začinil tudi z demonstracijo, kako z udarcem brez dotika ugasniti plamen sveče. Vas zanima kako? Spremljajte nas v petek v zaprti skupini Takle mamo. Izkoristimo omejitve zase. Pozdravljeni vsi, ki se zavedamo, da takle mamo, zdaj pa moramo iz tega narediti najboljše. Kot obljubljeno je danes z nami gost, to je Jernej Babi. Jernej je dolgoletni športnik, izhaja iz borilnih veščin, v preteklosti je tekmoval v boksu in dosegal visoke rezultate na državni ravni. Danes pa je poleg redne službe še inštruktor in podjetnik. Z energetskim dihanjem se intenzivno ukvarja že zadnje leto. Učil se je pri mnogih svetovnih inštruktorjih, danes pa razvija svoj integrativni pristop, ki ga je poimenoval energetsko dihanje. Njegova modrost pravi, da je v zdravem okolju vse ozdravljivo. Zdravo okolje pa pomeni, da imamo čist zrak, čisto vodo, možnost obvladovanja stresa in seveda kakovostno prehrano. Jernej, beseda je tvoja. Pozdravljeni, dragi slušatelji. Najprej hvala, Lara, da si me povabila na ta dogodek Takle mamo, če je to sploh dogodek, oziroma ta skupnost, ki se vidim kar vztrajno širi. Pa še predno začnem, dajmo se najprej sprostiti vsi skupaj, pa naredimo en vdih in izdih. Delamo horizontalno dihanje in vdih in izdih. Več o horizontalnem dihanju povem v naslednjem prispevku. Pa najprej o meni, kako sem začel raziskovati samo dihanje. Začel sem na, kako bi rekli, napačnem koncu. Začel sem na začetku, a hkrati je bil to konec. Začel sem raziskovati prehranska dopolnila. Bil sem v iskanju najbolj učinkovitih prehranskih dopolnil, ki bi z mene naredili nekega super človeka. Tako tudi pomenujem svoje delavnice superhuman. Rad grem v ekstreme. Ampak kmalu sem odkril, da v prehranskih dopolnilnih žal ne najdem tistega, kar iščem. Zato sem šel potem naprej v samo raziskovanje prehrane, kakšna prehrana meni ustreza, prebral ogromno literature, eksperimentiral na lastnem telesu, ampak tudi žal tu ni bilo še pravega rezultata, ker so rezultati prišli enostavno rečeno prepočasi. In spet vdih, izdih. Delam to tudi malo zaradi sebe, pa tudi zaradi vas, da ne bo preveč monotona. Pa da gremo zdaj v samo dihanje. Se pravi, dodatki ne pijejo vode. Prehrana je pomembna. Gibanje, ves čas sem bil v gibanju, tako kot je tudi Lara me lepo napovedala. Preučujem gibanje, lahko povem, da gibanje je zelo pomembno. In pri gibanju, kaj bo najbolj pomembno, pravilno dihati. In zdaj smo tu, na začetku, ki je bil zame konec. Dihanje. In to dihanje meni da energijo in verjamem, da jo bo tudi vam dalo. Ker dihanje je res nekaj čisto enostavnega, po drugi strani so pa efekti neverjetni. Zdaj bi pa rad predstavil vertikalno dihanje, kasneje bi vam pa pokazal, kako se diha horizontalno. Se pravi, zdaj se spet postavimo v vsakdanji stres in bomo začeli dihati vertikalno. Hitro, plitko in s tem se seveda tudi dušimo in pokažem. To je bilo vertikalno dihanje, jaz se trenutno zelo slabo počutim, tako da prosim trenutek za nekaj horizontalnih vdihov. Je že bolje. Se pravi, stres nam dela to.
Kratki, plitvi vdihi, obremenjujem trapeze, obremenjujem vratne mišice, napenjam glavo, diham plitko, možgane in naše celice ne pride dovolj kisika in začnem se počutiti seveda slabo. Naš organizem, naše celice so v fazi obrambe, boja ali bega. Vemo, da beg v današnji družbi skoraj ni rešitev. Boj je tudi težko priznan in osnovan. Pa gremo v samo horizontalno dihanje, ki pomirja in ki nas pripravlja na obvladovanje stresnih okoliščin. Se pravi, zamenjam vertikalno dviganje prsnega koša s horizontalnim. Diham s trebuhom in s celotnim prsnim košem. In naredim vdih in izdih. Rame so pri miru, naredim vdih in izdih. Hitrost dihanja vsak prilagaja sebi. Vdih in izdih. Posluša svoje telo. Vdih izdih. Trebuh se odpira navzven, pljuča gre navzdol. Misli se ob tem umirjajo, več ne begajo, telo se umirja, celice se napolnijo s kisikom, se odprejo, pridobimo fokus, stvari, na katere nimamo vpliva, postanejo nepomembne. Hvaležni smo za to, da lahko dihamo. Napolni nas toplina in vsi te dobri občutki, ki so povezani s tem. Pozdravljeni! Prva vaja. Vdihnemo skozi nos, napolnimo trebuh, ga odpremo in izdih. Skozi usta ali skozi nos. Vdih v pljuča, zrak potisnemo dol in pa ven in izdih. In vdih. In izdih. Skozi nos, odpremo pljuča, potisnemo zrak dol, trebuh ven, izdih, trebuh noter, popek proti hrbtenici. Za tiste bolj napredne dodamo še pri vdihu stisk ritnih mišic. Stisnemo tudi mišice medeničnega dna. Jezik potisnemo v nebo in izdih. Vdih, odpremo pljuča, potisnemo zrak dol in pa ven in izdih. Vdih, na mišični ravni stisnemo ritne mišice, jezik v nebo in izdih in dihamo. Pri vdihu posrkamo energijo. Vdih sprostimo. Stisneš, lahko dodamo še stisk pesti. Se nečesa oprimeš in spustiš. You squeeze and then you just let go. Izvedemo 30 ponovitev. Še enkrat, pri vdihu napolnimo pljuča, potisnemo zrak dol, trebuh ven, izdih. Stisnemo ritne mišice, mišice medeničnega dna, jezik v nebo in spustimo. Vajo izvedemo 30-krat, lahko tudi več, telo nima številk.
Vaja 2. Polni vdih, usmerjanje energije in kontrakcija trebušnih mišic. S to vajo dosežete čvrste, sočne trebušne mišice, brez upogibanja hrbtenice. Tako da ta vaja priporočam. Zakon. Pa začnimo. Vdih. Odprem trebuh. Da že malo teže govorim, ker še diham zraven. In stisnem trebušne mišice. Jezik v nebo. Trebuh ven in pa dol. In držim. Približno 20 sekund. Držim. Odplava, prostora za misli več ni. Še držim. Uživam v kontrakciji. Ne potrebujem telo diha. Še držim. Ven in pa dol. In vdih. Ceniš, ko lahko spet dihaš. In še enkrat vdih. Napolniš trebuh. Stisneš trebušne mišice. Potisneš trebuh. Ven in pa dol. In držiš. Jezik v nebo. 20 sekund. Predihaš. In še zadnjič. Polni vdih, kontrakcija trebušnih mišic in usmerjanje energije. Ven, dol in držimo. Sprosti glavo, napni trebušne mišice. Glava ne sme boleti. In po 20 sekundah izdih. Vaja 2. Hvala lepa za sodelovanje. In še zadnja vaja danes. Popolni vzdih, oziroma to je tudi uvod v eno od tehnik dihanja. Pranjamo, tradicionalna tehnika dihanja. Nekateri jo poznate, nekateri pa ne. Kakorkoli že. Vdih. Izdih. Ko izdihnem, najprej vam moram povedati, ker to pa res ne morem govoriti pri popolnem vzdihu, potegnemo trebuh noter, popek nalepimo na hrbtenico ter potegnemo trebušno predpono noter in pa gor. Kakor bi z ustnicami naredil. To naredimo s svojim trebuhom. Se pravi vdih, zdaj bom samo pokazal, ker ne morem govoriti. In izdih. Maksimalno se spraznimo. Še enkrat izdih, popek noter, trebušna predpona noter in pa gor. Držimo približno 20 sekund, lahko tudi več. Ko začutimo potrebo po vdihu, vdihnemo. Še enkrat naredimo vdih, popek noter, trebušna prepona noter in pa gor. In pokažemo vdih, izdih. In še enkrat vdih. Izdih. Trebuh noter. Pogrela duša.
Vdih. Vdih. Zbiramo energijo iz palcev v nogi. Energijo pošljemo gor. Koncentriramo energijo na zadnja dva členka v roki. Tako, verjamem, da ste izvedeli kaj koristnega in uporabnega zase. Če bi želeli še več Jerneja in njegovih modrosti, vas vabim, da poiščete njegove kontaktne podatke v opisu. Vabim vas pa tudi, da pokomentirate, lajkate, šerate in nam na ta način sporočite, da bi želeli še več tovrstnih vsebin in se bomo potrudili, da vam jih zagotovimo. Ne pozabite, da je obvladovanje stresa približno tako kot tuširanje. Če ga ne počnete redno, boste začeli smrdeti. Tako da vsakodnevno poskrbite za svoje duševno zdravje in se vidimo prihodnjič.